Podcast Zgodbe o vinu na ovinu.si. Vinska scena od blizu. Silvan Peršolja že več kot četrt stoletja uspešno krmari največjo slovensko vinsko zadrugo skozi čeri globalnega trga. Klet Brda pod njegovim vodstvom ni le dom vrhunskih vin, ampak kompleksen poslovni sistem, ki zagotavlja prihodnost kar 300 družinam briških vinogradnikov. Danes, ko svet pretresajo geopolitična trenja, energetska kriza in vojne, ki spreminjajo trgovske poti, vinarstvo ni več le vprašanje vrhunske kakovosti proizvoda, temveč tudi sposobnosti, kako vino spraviti do kupca na vse bolj nepredvidljivem trgu. Kako se briški model zadružništva po vzoru francoskih in italijanskih kleti upira sodobnim krizam in zakaj je v času negotovosti prav ta kolektivna moč njihova največja prednost? O vinu kot o trdem poslu, o vplivu globalne politike in usodi slovenskega vinogradništva se bomo pogovarjali s Silvanom Peršoljo, direktorjem kleti Brda. Dobrodošli v prvem podcastu Zgodbe o vinu, ki ga bom vodil Vanja Alič, urednik spletnega mesta O vinu, ki ga jasno radi prebirate na ovinu.si. Moj prvi gost je Silvan Peršolja, dolgoletni direktor kleti Brda. Silvan, pozdravljen, dobrodošel. Pozdravljeni. Kot izkušen direktor si doživel številne vzpone in padce v vinskem sektorju. Prebrodil si veliko kriz, takšnih in drugačnih, a danes vstopamo v obdobje, ki ga nekateri imenujejo permanentna kriza. Komaj smo recimo prebrodili obdobje pandemije, že je prišla vojna v Ukrajini, malce kasneje še vojna na Bližnjem vzhodu, da sploh ne omenjam grozečih trgovinskih vojen in carin, ki prihajajo onstran Atlantika. Kako klet Brda krmari skozi te nemirne vode? Ja, vinogradniki in vinari, kot prvo, ko rečemo kriza, pomisliš na vremenske neprilike, in tudi toče, zmrzali in podobno. Ampak to je nekaj, kar je vtkano v same osnove posla. To, kar nas v bistvu še skoraj bolj prizadeva, so res ta geopolitična previranja, ki so, recimo, desetletje in pol smo velike upe polagali v Azijo, na Kitajsko, zelo obetavni, lepi rezultati, potem pa nenadoma zaradi nekih sprememb, ne glede na to, kako intenzivno obdeluješ trg, se pa zmanjša. In je treba iskati druge rešitve. To tudi COVID je bil zagotovo en resnični stresni test, ki smo ga preživeli bistveno bolje, kot smo ocenjevali, ker se je res zdelo, da se bo kar ugasnila luč na odru, pa je šlo lepo skozi. In to, kar je zdaj z Ameriko, ni sicer tako črno-belo, ker Slovenija ni tako močno zadelo pri vinih, pri tej trgovini, kakor Francoze in podobno. Celo zgleda, da to, kar je pobrano od carin, zna biti, da bomo dobili tudi nazaj. Ne polagamo upov v to, ali pa da delamo kalkulacije na tem, ker... Odkar je vrhovno sodišče odločilo? Ja, iz tega izhaja. Z Ameriko, ki je naš glavni trg, glavni izvozni trg, se precej ubadamo, tako da tudi take informacije, jih moraš nekako dati v kontekst. Pa še ena pozitivna izkušnja je, ker imamo podjetje v Ameriki, v Atlanti, je nenadoma se pojavila neka odškodnina za delovanje tudi v času COVID-a, in s tistem smo se, namesto da najemamo tam neko pisarno, smo tisti prostor odkupili, kar je sigurno finančno ugodnejše. Ampak o COVID-u in primerjavi COVID-a in današnje situacije še prida deva začeti pri trenutno najbolj aktualni, se pravi geopolitični temi, se pravi negotovost na Bližnjem vzhodu oziroma napetosti v tamkajšnji hormuški ožini. Ali se to že pozna na stroških vaše steklenice oziroma ali prihaja do zamud v ladijskem transportu zaradi tega? Trenutno, da bi bil kak cenovni udar zaradi dražjih surovin, to se še ne zaznava. To se je zaznavalo, ko je začela vojna v Ukrajini, ko je eksplodirala cena energije, plina in tega in so se podražile steklenice, pravzaprav vse, kar je treba nabavljati, do škropiv, do gnojil. Zdaj, glavne težave so zaradi logistike.
ne veš, ali kontejner bo na voljo, ali bosta nenadoma v enem tednu bo treba odpremiti 3, potem pa lahko tudi 14 dni nič. Ta negotovost, ki seveda se moramo prilagoditi, ker pri vinu, najbrž tudi kot pri drugem blagu velja. Tisto, kar ni odpremljeno, potem tudi ni prodano. Je zelo redko se zgodi, da boš to lahko nadoknadil čez en mesec. Ne. Tako da probamo čim bolj biti v kontaktu ne samo s kupci, ampak tudi z logisti, z prevozniki in malček prijo do izraza te dolgoletne izkušnje, tako da se zna najti poti ali enega ali drugega prevoznika. Ključno je, da blago pride na trg. Pri plačilnem prometu pa zaenkrat nismo v tujini, nismo zaznali kakih posebnih težav. Zdaj si tudi že odgovoril na moje naslednje vprašanje, se pravi v času covida je bila največja težava zaprtje gostiln, hotelov, ter seveda izvoz. Medtem ko prodaja v domačih trgovinah takrat je v narekovaju cvetela. Kako se pol trenutna kriza, ki jo zaznamujejo, kot sva ugotovila, visoki stroški energije in negotovosti, recimo primerjalno razlikuje od koronskega časa? Prvič, v koronskem cajtu se je zelo izpostavilo eno dejstvo, predvsem na domačem trgu, pa tudi v tujini, ker so bili gostinski lokali pretežno zaprti. So se ljudje, to smo opazili prvo v Sloveniji, odločali, da se je kupilo več dobrot in to od suhomesnatih, pa tudi do vin. In če kdor je prej kupoval vina za čez vikend v razredu tam recimo 2,5 do 5 evrov, so rekli, ok, ne gremo ven, pijemo doma in si privoščimo en razred više. In preko po prodajni finančni plati se je to kar poznalo. Seveda so bile ogromne težave z logistiko, z nabavo repromaterialov, drago je bilo, tudi redki materiali, ampak po iztržku smo pričakovali res, da bo hudo, pa nekako smo zvozili tista leta. Seveda z nekim upadom, z nekim zategovanjem. Energenti so bili takrat poceni, relativno. Ja, ampak ni bilo vprašanje cene, blaga ni zlobo. Vino ni samo vino, je steklenica, je oprema steklenica, kartoni in podobno. In pa logistika. Pravzaprav je cela naša filozofija tega, ko smo se leta 2001 odločili, da moramo iti v izvoz in investirati v to, da si pridobimo trge, je bila enostavno vprašanje diversifikacije, da nisi odvisen od enega trga. Seveda, zdaj izvažamo v veliko držav, ampak... Koliko je zdaj 28 trgov? 28 držav, ampak znotraj Amerike rečemo je Amerika, ampak pred časom smo imeli 28 zveznih držav, pa 36 zdaj. Mislim, da prav pred koncem maja smo v 43 vstopili, dobili dovoljenje, tam Amerika ni tako zelo liberalna potem, moraš skozi tisti FDA, Food and Drug Administration. Od države do države se razlikujejo. Zelo se razlikujejo, registrirati povsod etikete, vso dokumentacijo, potem pa lahko izvažaš. In ko zgubiš distributerja, seveda moraš spet pa po komercialni plati. Tako da diversifikacija, zato da nisi odvisen od enega trga, COVID je pa vse nekako zamračil. Ja, ampak recimo, zdaj, kot sem prej omenil, v času covida so bile druge težave, ni bilo pa težav z dragimi energenti. Zdaj se soočate s tako imenovanimi stroškovnimi škarjami, cene stekla, kartona, logistike, vse je šlo v nebo. Kako to recimo vpliva danes na konkurenčnost oziroma prodajo vina? Po tej plati še vedno cena stekla ni dosegla tistih višin, ki so bile ob začetku ukrajinske krize. Tako da je šlo gor, plus ga še ni bilo, ker se pač eno od 4 tudi velikih steklarn tudi v Ukrajini bombardirali. Potem se je nekoliko znižala, seveda nikoli na začetne nivoje. Zdaj ta cenovna ni. Zdaj recimo konkretno je bilo obdobje gnojenja, nenadoma ni bilo več vseh gnojil na razpolago. Za prihodnje leto smo pa sploh zaskrbljeni, kako bo. Kakor spremljamo ostale dežele, ko
planirajo toliko bolj naprej, ne, smo bili kar na tem, da si poiščemo vse minimalne zaloge, ne, gnojil, da jih imamo pod streho, čeprav v zadnjih 15 letih smo prišli do tega, ne, da je cela veriga, da nimaš nepotrebno polnih skladišč, ampak da imaš reš urejene odnose. Zdaj bomo mogli verjetno malček zaloge za najbolj ključne stvari si pa že delati. Govorim za stanje na kmetijah. Ne. Ampak še en vidik te tako imenovane permanentne krize je, ne? Spravi psihologija potrošnika. Vojna žarišča nedvomno vplivajo na splošno potrošniško zaupanje, ali recimo opažate, da kupci v Evropi in ZDA zaradi negotovosti, se pravi vseh omenjenih vojen, Ukrajina, Bližnji vzhod, da postajajo bolj previdni pri nakupih izdelkov, ki niso življenjsko nujno potrebni, kamor sodi tudi seveda vino? No, to je zelo premočrtno se da to spremljati. Kadar je v nekem okolju, vzamemo Slovenijo, kadar skozi medije seva veliko pesimizma, takoj upade zgornji del produktov, ne? Cenovni razredi občutijo. In to ne samo pri vinu, tudi pri ostalih. Pri najdražji. Išče se bolj ekonomične rešitve. Ne? Kadar je pa optimizem, iz takega drugačnega razloga, ali svetovna ekonomija, pa tudi doma, potem počasi se to pozna, ne? Takrat pa nenadoma rastejo, ne? To je ko plima in oseka. Pa so bila obdobja, ne? Ker so skoraj zmanjkali najbolj vrhunski proizvodi, ampak v bistvu najdražji. Ne? Žal se to redko zgodi, ne? Ker kakorkoli prevladuje pesimizem v zadnjem času, ne? Ampak zelo se pozna ta klima, tako kako ljudje gledajo na svet in potem kako tudi, koliko si sebi privošči. Še bi se samo za trenutek vrnil na ZDA in carine oziroma ta, rekel, protekcionizem njihov trgovinski. Se pravi, to zaenkrat ne predstavlja težave za, recimo, evropske slovenske vinarje pri izvozu v ZDA. Takoj, ko je začelo vprašanje carin postajati aktualno. Prvo smo imeli dogovor z distributerji, da vsi skupaj malo zatehnemo pas. Ne? Eni so sami prevzeli to breme, ker so pač verjeli, da bo to kratkoročno. Z nekaterimi smo se dogovorili pol. No, zdaj v letu 26, ne, ko je zadeva, ali pa v zadnjih mesecih, smo pa mogli na novo predelati cenovno politiko, pa tudi struktura prodaje se je nekoliko spremenila. Je pa dejstvo, da te carine najbolj vplivajo na tiste nižje cenovne razrede, ne? Ker pri nekem vinu, ki je na polici v Ameriki recimo med 18 in $25, zdaj, tam je nek razred, kjer se ceni že zelo kvaliteta. Zdaj, dolar in pol več ni bilo tako boleče, ko spodaj. Ne? Hvala Bogu smo se pa iz tistega razreda se pospešeno umikamo. Ne? Včasih smo bili odvisni samo od tistega, zdaj je pa tisto predstavlja samo del portfelja in del prodaje v Ameriki. Kakorkoli pa to pozitivno ne vpliva. Morda pri potrošnikih povzroči pa več razmisleka. Ne? In pole mi, tako rekoč v Ameriki, slovenska vina, ne glede na desetletja prisotnosti, ne, so še vedno proti italijanskim, francoskim, smo še relativno no name. Zdaj ljudje bolj pogledajo, kaj dobi za svoj denar. In na nek način nam to kompenzira, tiste zmanjšanje prodaje. Value for money, na to prideva zelo v kratkem. Zdaj, če malo presekamo s to krizo, v medijih sem večkrat zasledil tvoj poudarek, da vino ne sme postati aristokratska pijača. Da mora ostati dostopno, poudarjaš. Kaj s tem konkretno misliš? V Sloveniji je bilo tako. Po osamosvojitvi smo nenadoma začeli, ne, če prevladovala litrca, pa redke buteljke, ne, pa tudi življenjski standard v Sloveniji se je dvigal. Ne, in ker Slovenija ima neko kulturo hrane in tega, kakorkoli smo sami do sebe kritični, ne, če pogledaš v enem svetovnem merilu, pri nas se odlično je. In hrana in vse in tudi vina. In potem smo rekli, ok, vinska kultura, ne, popivanje in eno drugo, to je praktično izginilo. Če bi primerjal zdaj ene vinske praznike, martinovanja 40 let, 30 let nazaj, ali pa danes, to je
to je ko noč in dan. In smo začeli govoriti, ker nismo bili poznani po kakovostih, izključno in samo o kakovosti, samo o špicah, samo o posebnih stvarih. In to morda je povzročilo, da se je malček pozabilo na to vino, ki pijemo vsak dan. Jaz velikokrat uporabljamo besede ali pa primerjave iz avtomobilskega sveta. Lepo je govoriti, da govorimo vsi o Ferrarjih, Porschejih in kupejih in super zmogljivih avtomobilih, ampak vsak dan se vozimo pa z golfi, ne? Oziroma s tem razredom, ki je normalen. Seveda mora biti vedno vmes odsvirki, posebnosti, ki pelje zgodbo naprej, ampak ne govorimo samo o tistem, moramo govoriti tudi o tem. Verjetno pa je s tem povezano tudi, da se, rekel, slehernik ne boji govoriti o vinu, o katerem govorijo profesionalci v samih teh superlativih in tem besednjaku visoko letečem, no? Ja, tu ste malček prav, rekel, mediji, ne? Včasih se kako vino opiše z besedami, ki jih mi vinarji pole prav študiraš, od kjer jih ljudje vlečejo, ne? Konec koncev vino je namenjeno uživanju, spremljavi hrane je del naše tradicije, kulture in mora tako ostati. Če ti vino prisili, da iščeš vse možne besede, da prepoznaš noter eksotično sadje, ki mu prej nisi vedel imena in podobno, potem ne vem, ali je to tako zaradi vina za užitek, da spremlja dogodek, druženje in to, ali je to namenjeno, da delaš izpit iz poznavanja, ne vem, obilice besed. Ampak eno in drugo, ne? Stroka je eno, drugo pa je, mora biti prijazno ljudem. Ne? Ampak tudi to sem mislil kot konotacijah tej aristokraciji, o kateri si govoril. Ne? Ampak zdaj, kljub temu, ne, da vino ne sme postati aristokratska pijača, se Klet Brda uspešno pozicionira tudi z, bi rekel, prestižnimi blagovnimi znamkami oziroma blagovno znamko Klet de Bagher. Kako v času te globalne, bi rekel, spet ajde, da se vrnemo na gospodarsko negotovost, kako se uspete, recimo, kakšno je povpraševanje po teh vinih v teh časih? To je vseeno visok cenovni razred. Ne? Tako, v naravi je vedno tako. Priješ k nekemu sadnemu drevesu ali pa nekaj jabolk ali pa češenj na njemu na sončni strani, primerno redke je ekscelentnih, tisto, ki je bolj v senci, je pa tako. Ne? In vsaka piramida proizvodov, ne, najdeš stvari 1, 3, 5 do 10%, ki je res čudež narave, ne? Pole je pa še drugo, kar je, ni slabo, ampak je normalno. Ne? To skrat rečemo na enem prašiču, ne? V Sloveniji so včasih so bile koline, ne more biti od 100 kil pršuta, od 100 kil prašiča, ne? 100 kil pršuta. Pršuta sta 2, nekaj salam, klobas, pa je pa še kaj drugega. So pa še krvavica, pa guanciale. To je normalno v naravi. Ne govorimo samo o vrhunskem. Recimo ti razredi tudi po svetu, ne? Če pogledaš portfelj, razen tistih res hiš najbolj razvpitih, ne vem, kjer je top francoski šampanjci, ne? Ampak neka klet, ki ima milijon steklenic, je razred, ki je poseben, je 1 do 3, 5, 6%. Če je to klet, ta najbolj elitna, ampak takih je nekaj na svetu, ne? Od 200 tisoč steklenic je mogoče 50 tisoč, 30, 50, prav tisto, o katerem lepo vsi mediji pišejo. Ne? Pa so pa vsa vina, ki so dostopna ljudem. Ne govorimo, da so slabša, ampak nekaj je prav tisti ekstra prestiž, drugo je pa čudež narave, so kakšni single vineyardi, so posamični letniki, ki izstopajo. Govorimo pa o tem, kar gre čez vsakdanja merila kakovosti. In to je za bildanje blagovne znamke tudi v končni fazi. In vaja za vinogradnika, kletarja, enologa, ne, vedno hrepeniš po nečem, kar rečeš, se jutri bom pa imel 2 soda takega, ne. Se učimo tudi svojema teritoriji in pa seveda tudi so potem letniki, ne. Mi smo v svetu, ne, eno od močnih stvari, ne, ko smo tam leta 2000 štartali v izvoz, smo rekli, ne govorimo o dobrem, slabem, govorimo izključno o dobrem vinu. Za slabo vino niti
vino s kakršnokoli napako. Ne ga dajati ven, ne ga komorkoli kazati. Ne. Če že delamo, delajmo dobro. V cenovnih razredih 3, 4, 5 evrov, pa do 20 evrov, pa tudi 50, 70 evrov. Moraš biti odličen v svojem segmentu. Ni druge, ni B plana. Ne. Pri vino nosi v sebi neko, konsistentnost. Posadiš vinograd, prvič imaš grozdje, tretje, nekaj malega, 4., 5. leto. Vino imaš 5., 6., 7. leto. Ne? Se pravi, vedno razmišljaš ne toliko naprej, ker moraš ugibati, gledati v stekleno kroglo. Enostavno, cel cajt moraš gledati celovito. Številni izrazi, holistično in drugo. Ampak v našem poslu je to. Ne moreš računati na čudeže, na hitre učinke in vse mora biti na svojem mestu. Vse mora zložiti teritorij, če ne tako ne bi gojili trte. Ne? Ljudje, klima, ne? Zdaj so velike težave s temi spremembami, ne? Veliki izzivi. Zato, če včasih rečemo kako več, ker ni vse odvisno samo od enega elementa. Če niso vsi v nekem sozvočju, potem ni ok. Ne? Tako da včasih, če rečemo kaj drugega, zato ker veliko elementov prispeva, ne? Noben pa ni čudežen. Vsi morajo biti. No, če se vrneva recimo zdaj na... Prej sva omenila value for money. Ne? Se pravi, jaz nedavno sem na ovinu.si pisal članek, se pravi, na temo value for money, se pravi, katero vino je vredno svojega denarja. Ne? Ko se govori o preseku med ceno in kakovostjo, se na pladenj velikokrat postavi prav klet Brda. Konec koncev je tudi dekanter v zadnjih 2 sezonah, kar 3 vina vaša, ki so prijela zlato medaljo, oplemenitil še z črko V, kar pomeni value, se pravi value for money, in to so vina, ki stanejo manj kot 15 funtov oziroma rečemo 17 evrov. Ne? Je to eno od vaših vodil, se pravi dobra vrednost za denar, ki ga plačaš? Jaz mislim, da je to vodilo za vse vinarje, za vse resne vinarje. Ker vsak se odloči, v katerem segmentu, kaj so njegove prednosti, kaj njegova cona omogoča, ali bela, ali rdeča vina, ali penine, to je itak. Potem se pa odloči, kje bo. Tako kot tisti, ki odpre restauracijo, se odloči, v katerem cenovnem segmentu bo. Mora biti pa dober, karkoli bo že počel. Glede vrednosti vina je tako. En del je ta, materialna vrednost vina, tekočine, ta absolutna tehnična vrednost. Drug del pri vinih je pa tisto, kar neka razvpitost, marketing in tisto, kar je zraven, neka zgodovina. Če rečeš nekaj, da prihaja iz Šampanje, je a priori že gledamo drugače. Spravi zloglasnost regije, ne? Ja, moč blagovne znamke, bi se reklo. Ne? Zdaj, vrednost za denar je pa tam, kjer tako ko oglašujejo številne druge, od trgovin pa do ne vem česa, do avtomobilov spet, ne? Največ za vaš denar. Izbereš pa ti segment, v katerem kupuješ. Če želiš za zelo okroglo obletnico popiti en top penino, valjda posežeš tudi po dražjem po šampanjcu, dražjem. Ne? Smo takoj na 100, 200, 300 evrov, kukor misliš, da je vredno, da si boš kaj zapomnil. Zdaj, absolutna vrednost, in to so ekstra dogodki, so pa tudi vsakdanji dogodki, ne? Ko je tudi peneča rebula, ampak rečeš, si prvoščiš to. Ne? Tak, na tem nivoju mora pa biti brezhibno, mora zadovoljiti in rahlo prekositi tvoje želje. In ta koncept value for money zdaj je točno 10 let. Leta 2016 je v prilogi Financial Sunday Timesu išlo, da krasno belo je med 50 vini, ki jih moraš imeti za božič doma. Pač to imajo neko tako rubriko. In uvrščeno je bilo na 10. mesto. Takrat absolutno med vsemi vini. Ne? Čez 2 leti je pa bilo isto, je bil pa beli pinot, ne? Vino, ki ga moraš imeti doma spet za novoletne praznike, v razredu do 15 funtov, ne? Na polici. Se pravi, to je pravo navodilo
oziroma informacija potrošniku, ne pa ali ima okus potem ali pa mango, ananas, ja. Ampak value for money, vrednost za denar v svoji kategoriji, to, ko si dobro razložil. Ampak, zakaj sem poudaril dekanter? Ker tukaj so pa, vi ste dobili pa zlato medaljo, ki je v absolutnem smislu, za katero konkurirajo tako vina, ki stanejo 300 evrov, kot vina, ki stanejo 5 evrov. Ja. In vaša 3 so dobila zlato, kljub temu, da so vrednost recimo 8-9 evrov, ne, na trgovski polici. Zato je tisti value posebej izpostavljen. Del naših vrednot ali pa zapisano v teh aktih, ki jih imamo v firmi, če že delamo in kar delajmo brezhibno, brez nobenih kompromisov, ali bo to na koncu produkt za 5, 10, 20, 100 evrov. Ne. Počasi se to rodi, ne, ker to štarta vseeno iz vinograda naprej in vse faze proizvodnega procesa, pa tudi do dizajna, do vsega mora biti na tem nivoju. Nikoli ne obljubljaj več, ko je, rajši daj več. Pa še nekaj smo imeli od začetka, takoj, ko so začeli ti uspehi v tujini in tudi tuje ocenjevanja, ne glede na število medalj, zlate medalje, vse, potem dvignite ceno, ne? Mislim, iznad tega, kar je, ne? Ker nikoli nismo šli nizko cenovno, ampak nikoli pa tudi nismo kaznovali potrošnika, če smo dobili za neko vino 3 medalje, da pa zdaj podvojimo ceno, ne? To pač delamo, taki smo, medalja je konec koncev priznanje za kakovost, ne? In smo veseli. To je znak, da smo na pravi poti. To je. In to počnete v zadrugi. Večkrat poveš, da zadružništvo je hrbtenica kleti Brda, si velik zagovornik tega poslovnega modela, če te citiram, kot edinega načina za preživetje malega kmeta na globalnem trgu. Zakaj slovenska javnost in včasih tudi politika še vedno zmotno gledata na zadružništvo in kot na ostanek, a pa relikt preteklosti, namesto da bi ga jemala kot sodoben, odporen poslovni model? Prvo, s tem sem se soočil tam že leta 90, ne, ko so začele preobrazbe in so vsi pojmovali zadruge kot tisto prisilo. To je pač bilo iz starega sistema, ampak v Brdih greš brati vse stare dokumente in vse je veliko bilo, kriz in težav, ampak razvilo se je zato, ker je bilo to dejansko pozitivno mišljeno, vzeto na način, kakor je to zadružništvo tam, kjer se je rodilo, ne, tudi v podalpskem svetu, v alpskih dolinah, kjer če si bil sam, bodisi, da si sam delal sir ali pa po zimi, ki je zasnežilo, ne, nekoč v Alto Adige so rekli, veste, ko je po zimi kdo umrl, ne, če ni bilo lokalne godbe, kdo je prišel od zunaj, ne, smo si mogli sami, kljub individualizmu, sami organizirati mlekarne, sirarne in podobno in ravno tako kleti. Zdaj, ta konotacija tam po letu 90 je bila tako, ne, velike kleti, to je bolj tako, ne, povprečna kvaliteta, vse, kar šteje, je majhna klet, butik, ne. Mi smo se tam po letu 2000 odločili in potem je bila tista famozna etiketa A+, ne, smo rekli, lejte, ta boljš, kar se da narediti, kar vemo in znamo, naredimo, da sebi povrnemo samozavest. Pa vidiš, da po svetu, mislim, da se 40% vina pridela v zadrugah, ne, se imenujejo tako ali drugače, celo na Novi Zelandiji. Kajti ne more vsak vinogradnik imeti preše, kleti, enologa, znanja, vse, kar je treba. Blagovne znamke, končni fazi. Blagovne znamke, kaj bo na trgu, potem bo 500 šardonejev v vsaki trgovini, ne. In od tod plus pozitivni zgledi, ne, ker so res ekstra uspešni, ne, kleti Trentino, Alto Adige. Ne. Zgornje Poadiže po slovensko, to so... Toskana, Šampanja, ne, tudi. Tam je hektar vinograda 500-700 tisoč evrov naprej. V Trentinu, ne, je 1 milijon evrov, ne, in je pa res, da ni moč dobiti niti novih površin in da tam velja beseda kakovost, je tam zakon, ne obstaja
drugo, tako ali pa nič. Velja ne samo za vinograde, tudi za jabolka, ne? Tam so se rodile vse Za te... drugo sadje. Ja, jabolka predvsem, to je pojem. Ampak Klet Brda, ti osebno pa Darinko in ostalo vodilni iz kleti ste tudi si šli ogledati te modele, ne? A katere kleti konkretno, lahko je omeniš in kaj ste se naučili? Tudi Domaine Wachau, recimo iz Avstrije, ne? V bistvu Domaine Wachau je bila še ta zadnja, ker v Avstriji res ni prav veliko tega, ampak prvo smo šli po teh Kolterencijo, Šerehbih ali pa en kup jih je. V Alto Adige. Ja, kleti, ki so veličine tam od 800 pa do 1,5 milijona steklenic letno. In tam v bistvu en stavek nam je ostal. Ne? Zadruge so bile mišljene, so ostali noter tisti kao, ki ne znajo drugače. Ne? In neka demokracija, ki ni demokracija, ampak populizem, ne? Ja, skrbeti moraš za vsega, tudi tisti, ki se noče nič spreminjati, nič uvajati kvalitete. In tam so nam rekli, veste, v zadrugi hodimo tako, kakor hodi najhitrejša tretjina, ne pa pazimo, kako tista najšibkejša tretjina. To je samo po sebi logično, ampak dokler ne prije to v zavest vseh ljudi, ne, da je treba napredovati in se spreminjati in konec koncev se je šlo to, kar zdaj imenujemo trajnost in vse to in koncept kvalitete, ki ne rabi policaja, da kontrolira, ampak vsak vinogradnik mora s svojimi škarjami to ustvarjati, ne, s svojimi rokami. Ko smo to ponotranili, nekako se je začelo premikati. V Domaine Wachau smo pa šli, ker nekje se najde nek članek o njih, da tudi zadruga dosega na dekanterju 100 točk, ne, se pravi maksimum. Ne, in zdaj to je bilo za slovenske razmere nepojmljivo. Ne. Kako zadruga 100 točk, ne? Pa smo šli gor in smo videli, da v bistvu nič posebnega ne počnejo, razen tizga, kar počnejo 100%, ne poskusno, ampak tako ali pa nič, ne, brez kompromisna kvaliteta in to počasi je pa res, da v našem poslu to ne gre čez noč, ne gre v nekaj mesecih, ker trgatev enkrat na leto in vse, kar se normalno v nekih poslih uvaja 1-2 leti, se pri nas uvaja 2, 3, 4. No, ampak greste hitro stopicate za njimi, ne, ker na dekanterju ste že par let zapored najbolj trofejna klet, ne? Še dve okoliščine moram poudariti. Brda so tik ob meji in ta know-how, predvsem pa zahteve tržišča so veliko hitreje prehajali čez cel kup naših članov, ima vinograde tudi čez mejo, ne. To je bila dobra okoliščina. Dobra praksa, ne? Ja, dobre prakse grejo hitreje. Ne. Ja. Eno je tradicija, ampak tradicija ne pomeni, da si zabubljen v staromodnost. Na vse zadnje, v enem tekstu De Bagherija, grofa iz leta 1880, pravi, da je zelo težko spreminjati prakse pri vinogradnikih, ne? Ker tako smo delali, vedno bomo to zdaj. Ne? Načeloma to velja, ampak vsako leto z izboljšavami. In ta druga ključna zadeva je spet tisti stavek, če že kaj delaš, delaj kvalitetno, ker če ne na dolgi rok za nas ni prostora na svetovnem trgu. Potem so se začele prvo te medalje in zdaj poudarjamo že veliko cajta. Bolj kot posamične medalje je ključna konsistenca. Če ti imaš blagovno znamko in da kupec verjame, distributer v tujini, ki ima ponudbe vsega, če verjame, da v nek nivo lahko zagotavljaš, seveda malček niha glede na letnik, ampak zagotavljaš nek nivo, potem si resen partner. In če ne si pa samo slučajen igralec, eno leto si zanimiv in potem kol več. Silvan z enologom, glavnim enologom Darinkom Ribolica sta glavna obraza kleti Brda, a v ozadju so 300 vinogradniških družin, vi jim pravite junaki vinogradov. Kako težko je v tem času, bi rekel, individualizma in instant uspehov vzdrževati kolektivno disciplino, spravi, ki je potrebna, da vsi vinogradniki sledijo istim standardom kakovosti? Prvo, če pojasnim ta nekoliko nerodni izraz junake vinogradov, izhaja iz
italijanskega prevoda Viticultura Eroica, ki je neko združenje v Italiji, povezuje vinogradnike, tiste, ki so v težavnih okoliščinah. Cela Slovenija poznate famozne Cinque Terre, tam, kjer je skoraj alpsko žice in une jeklenice, ne, da splezajo do vinogradov. Vinogradništvo na otokih, v kakih ekstremnih legah in Viticultura Eroica se k nam prevedlo, ne, marketing je tako naredil in smo člani tega združenja. Zdaj, ta disciplina, to ni neka prisila. Mi poenostavljeno rečeno soočimo vinogradnika, njegovo delo v vinogradu, potem z rezultatom. Včasih smo imeli predavanja, kako rezati, kako negovati trto. Ne. Zdaj pa imamo delavnice. Tak način dela vodi do takega vina. Ne. Zdaj že nekaj let imamo po zimi tako skupine po 25-30 vinogradnikov in nekaj je, govorimo o izkušnjah v vinogradu preteklega leta, ne, o obdelavi, o vremenu, o zaščiti trte, o novostih v pristrojih in potem sledi pa degustacija, ampak degustacija. Tak način dela, take sorte, tak način dela vinograda pripelje do take rebule. Tak način do naslednje. To je pa tisto, kar cenijo v svetu. To je pa seže ne vem kam. In to se je tudi pojavilo. Prvo, ljudje so bili malček tako boječi, ne? Kako naj en vinogradnik zdaj prepozna, da ena rebula, ki je dobra, ima medaljo, eno ali pa druga, ne? Malo je pa, ki je lih malo drugačna, pa medalje povsod, ne? Z Bruslja, iz dekanterja. Počasi razumejo, da je to, ko v poslovnem svetu, do 95% kvalitete priješ hitro, od 95 na 96 je pa vse enako dela. Da veljajo detajli in ključni detajli so pa seveda povezani tudi s trgatvijo in mi smo rekli, ni kontrole na prevzemu, ko pripeljejo grozdje, kontrole v vinogradu. Imamo agronoma, ki skrbi celo leto in potem naša dva enologa gresta v vinograd in tam izbereta grozdje. Tole, ta dan trgatev in tako. Predvsej zapleteno je bilo uveljaviti, ampak pri nas je to zdaj standard. Če se dotakneva podnebnih sprememb in trajnosti še, oziroma zelenega prehoda, kot je modno reči, podnebne spremembe niso več teoretična grožnja, ampak so realnost tukaj in zdaj, ne? Sprej imamo suše, pozebe, neurja in tako dalje. Kako ta tveganje vi vključujete v poslovne načrte kleti in če je, zanima me, ali je morda kolektivni sistem zadruge celo bolj odporen na te podnebne šoke kot posamezni, recimo, butični vinarji, o katerih sva prej govorila? Moram iti en korak nazaj. Beseda trajnost, zeleni prihod, vse to je morda moderno velja za. Ampak na kmetijah je to, ne, imamo vinograd in ga želimo ohraniti za bodoče generacije. Vsak resen vinogradnik se trudi ohraniti zemljo, rodno, plodno, živi znotraj tega. Seveda so bili časi, ki neke vrste kemizacija kmetijstva, ne, obljubljala čudeže, ne, ampak ljudje vejo, ne, to je na dolgi rok. Tako da mi posebnih težav s prehodom, razen tega, da so zapleteni postopki licenciranja, ker od začetka je bilo ta zeleni prehod in trajnost je bilo vzeto bolj ideološko vinogradniku, ki je resen, ki prihaja iz generacije v generacijo. In takih je zelo veliko, niso glasni, tem ni treba dvakrat povedati. Ne. Vejo, ohranjam zemljo, lehe in vse to. Tako da tu nismo imeli veliko težav. Cel cajt smo pa zelo selekcionirali, kaj je ideološki pristop, kaj je pa praktični pristop. Ne. Spremenilo se je, povečala skrb za organsko maso v tleh, to dela zemljorodno, in drugačen način priprave vinogradov, seveda globje kopanje, ne, ko je bilo včasih, treba je ohranjati zimsko vlago. Zdaj, odgovora pa na te ekstremne padavine zadnje 3-4 leta, ne, ko ti splakne cele terase, tega v celoti nimamo, tle ni neke zaščite, se pa tako, preprečiti je treba, da pride do velikih koncentracij vode, ker potem odnese vse v dolino. To so res situacije, ki se v preteklosti še niso pojavljale.
govorimo o trajnosti. Kaj pa, recimo, lahko pričakujemo kdaj ekološki certifikat kleti Brda? En del proizvodnje bomo imeli letos tudi certifikat. To traja 3 leta, 4 leta. In prehodno obdobje. Ne? Ja, vedno gremo tako in vedno gremo seveda v skladu tudi z predpisi, ampak da to postane ne prisila za vinogradnika, ampak način dela. Pri trajnosti vedno poudarjamo to, so 3 vidiki. Ekološki, socialni in ekonomski. Ne? Ekološki je to tisto, kar vsi mislimo, narava, škropljenje, gnojenje. Ne? Socialni je to, kako ohraniti ljudi tam, kako to vpliva na skupnost, na način življenja. Ne? In ekonomski, da vinogradniške družine dobijo dovolj dohodka, da ostanejo tudi mladi. Da to ostane gospodarska dejavnost, ne pa neka davek tradicij, so že generacije tako delale, delajmo še mi. Če ni vseh 3 vidikov, je zgodba samo na kratki rok. No, to sem te pa želel vprašati zdaj, povezana s tem, je varnost, ki jo ponuja zadruga, dovolj močan magnet za mlade, da prevzemnike kmetij, da namesto da iščejo službe v mestih, ostajajo na kmetiji? In kako bo prihodnje? V celoti ne moremo proti trendom zapuščanja podeželja, demografije, manj ljudi na kmetijah, manj naslednikov, starajo se kmetije, ampak imamo neko, bi rekel, zdravo jedro, ko se celo oba mlada odločita za delo na kmetiji, je nekoliko drugačen način življenja, ampak samo nekoliko. Ne. Imamo kar nekaj zdaj tudi primerov, ko puščajo druge službe, bi rekel, malček bolj komotne, ne, in se odločijo, ker vidijo v tem neko prihodnost, plus tega en način življenja, ki je bolj povezan z naravo. Ni nobene romantike pri tem. Zdaj, hvala Bogu, ta ekonomija nam je šla kljub krizam po letu 2014 malček na boljše, ne? Plačevanje grozdja, stabilnost, ne? Ampak to izhaja iz tega, ali narediš blagovne znamke, ali to vino oziroma njihov pridelek teh vinogradniških družin uspeš plasirati v Ameriko, na Kitajsko in ne. Rad bi dodal eno, mi leži na duši, ko govorimo o svetovnih trgih. Res glavni trg Amerika. Veliki obeti včasih Azija, ampak to, kar nam zadnje 2 leti pa res privabi nasmešek na obraz, je pa raste nam prodaja v Italijo. In prodajati slovenska vina v Italijo, verjemite, da je za ni večjega užitka. Da za Primorce je pa to dvojna vrednost. Dobro, še za konec, Silvan, kje vidiš klet Brda čez 10 let? Še to bi te prej rad vprašal, ne, to te bom kasneje vprašal. Se pravi, kje vidiš klet Brda čez 10 let? Bo to še vedno zadruga družin ali bo se tukaj morala preoblikovati, boš v še bolj, rekel, zafrknega korporativnega igralca, da sploh lahko preživi na globalnem trgu? Jaz mislim, da poleg tega, kar delamo na rangu vina, blagovnih znamk in tega, je prav ta utrjevanje teh zadružnih odnosov, govorimo o zadružni vzajemnosti in podjetniški uspešnosti. Ne. To pomeni to, ne, če letos grejo bolj šardoneji, da ne zanemarimo merlota ali pa drugih sort. Vedno, kadar kaj zelo gre, na račun tega potrpi, ker se to znotraj zadruge malček socializira tudi na druge sorte, ker vedno staviš na dolgi rok. Tako da računam, da ti zdravi temelji zadružne organiziranosti, spet zgledi so zunaj, ne. Verjamem, da bo od 300 članov zadruge se bo izključno s tem ukvarjalo morda 10%. Ostali bojo pa poleg službe obdelovali hektar, 2, 3 vinogradov. Računamo, da se bo tudi ta tehnika tudi za Slovence nekoliko postala bolj dostopna, ne, ker moderni vinogradniški stroji so vsi zelo dragi, to ni več tako hobi, ne. In da se organizirajo tudi neke službe s specialnimi stroji, ne, da bo kdo obdeloval, v vsaki vasi bo 1 ali 2 kmeta in bojo tiste zapletene operacije, ne, in to bojo delali še za drugih 20 sosedov, ki imajo po pol hektara ali pa hektar. Ta model je zunaj in jaz
sem kar prepričan, da ene korake delamo, da bo tudi pri nas to postalo stalnost, ne pa posebnost. Bo Silvan Peršolja kdaj kandidiral za župana Goriških Brd? Se nismo v humoristični oddaji, smo v resni. Silvan, tukaj imamo eno steklenico, kaj imamo? Krasno, rebula, prej si omenil krasto. Kar rečeš, Brda pomeni rebula, spomladi tudi češnje. In ta rebula, ki je namenjena predvsem gostinstvu, ne, je zadnjih 3/4 leta ima eno posebno sloves znotraj firme, ker je pač ta dekanterjev ocenjevalec rekel, da je to najboljši odtis teritorija, ne? Sadnost, mineralnost, svežina. Silvan, zdaj je čas, vzameva kozarce v roke in nazdravva. Hvala, ker si bil moj gost in vse dobro in srečno. Na zdravje. Podcast Zgodbe o vinu na ovinu.si. Vinska scena od blizu.